Oddaja Odnosi so zakon. Doktor Uroš Perko, ponovno pozdravljen v Krškem. Pozdravljen, ponovno. Ja. Z veseljem sem prišel. Živijo. Tako v oddaji Odnosi so zakon. Tule v Krškem sva, po mojem, slabe 2 leti nazaj sva bila skupaj. Mislim, da je bil november 22, nekaj tazga, let pa pol, torej. Ko sva nazadnje snemala. Takrat sva se bolj kot ne prvič zares srečala, ne? Pa zdaj smo se pa večkrat bolj začeli tudi povezovati, mi je to zelo všeč. Daj povej, kako ti kaj življenje teče od takrat, kako zrelost in bi rekel napredovanje v življenju, recimo tvojem zgleda zdaj, ko se morda bližaš 50 letom. Nek se morda bližam, to je dejstvo, a ne da se bližam, letim proti 50. Ne. Ja. Zdaj, kjerga smo danes? 5. junija. Če mene za demenco testirali, jaz nikoli datuma ne vem, ne bi imel težave. Čez 20 dni bom 48, tako da se pravi, pol se 2-krat obrnem, bom 50. Tako nimam s tem težav. V bistvu ta del mislim tako resnično, da imam razdeljen. In pravzaprav na nek način se mi zdi, da mi vedno bolj gre in tako se veselim tega, kar je pred mano, kar me čaka. In nimam s tem težav, da bi nazaj se oziral in pogrešal in hrepenel po mladosti, tako čisto v redu. Ne biti več mlad in da mi ni treba kup enih stvari delati, ki sem jih delal, mogel delati, se je tudi kaj rekla v tem. Ali pa mislil, da moraš delati. Ja, tako da sem s tem čist zadovoljen. Super. Mislim, dobro mi gre, no? Tako se lahko kar pohvalim. Sicer ni, da je to čisto samoumevno, mislim, da se kar veliko na tem delam, še vedno mi je najtežje loviti neko ravnotežje, še vedno se pač ujamem, da dostikrat preveč delam, pa spregledam znake, une prve morda, ki mi kažejo, da sem utrujen, da delam preveč, ampak potem pa se znam ustaviti. Tako da to je najbrž nekaj, kar bom do druge delo, da bom ta ravnotežje lovil. Ampak tako, no, sem tudi tukaj tako bolj uspešen, tako da si znam frej vzeti. Tako da zdaj se kar veselim tega poletja, da malo izprežem. Ampak generalno pa veliko stvari se je zgodilo. Zdaj knjiga je vam prišla, to je bilo par mesecev po tistem, ko so se dobila, če so se res 22. Sem tukaj, sem se vozil, razmišljal. Ja, tako nekako sem gledal. Mislim, da je bilo, da to drži. Sem moral Google koledar pogledati, nisem vedel samo tebe. Tako da knjiga je šla, mislim, da je tako, da je kar dobro bila sprejeta. Jaz tako nikoli čisto nisem, tako vedno, meni se je zdelo, da je dobra stvar, da je potrebna stvar, ampak pa vedno tako malo, veš, kdo pa bi to sploh bral, pa ne, ampak kar nekaj, mislim, da je kar šlo sploh za toliko specifično zadevo, bolj kar je tako, kar so v medijih pograbili, tako da tukaj zdaj res mislim, da so se kar veliko pojavljali, in da so me kar klicali in sem kar nekaj objavil, tako da potem pa se, veš, kad to potegne, kar gre eno z drugim, pa so tudi mene vedno več kontaktirali. Tako da mislim, da takrat, ko sem nazadnje pri tebi bil, sem kar nekaj imel zdaj in podcastov in intervjujev in ne bom rekel, da mi ne godi to in da mi ne ustreza. Tako da, in potem to knjigo z Mojco Trubevšek, Volker Trubevšek predstavljava. Ona je drugače slovenistka, pa sama tudi piše. Tako, dolgo se že poznamo, ona mene tudi zelo dobro pozna, ona tudi te prireditve razne vodi na Gorniškem festivalu in to tako res to lepo dela z občutkom in dobro je, ker mene zelo dobro pozna in so bile predstavitve tako res, midva sva z njimi skupaj rasla, in vsaka predstavitev je bila drugačna, in v bistvu so potem ugotavljala zdaj na predzadnji ali zadnjih sva imela v Tolminu in bila tako res krasna, tako jaz sem se sam zelo vesel Tolmina, tako to se mi zdi malo odseva, jaz imam rad
tako te konce gore, ne, v Posočju, sploh Tolmin mi je ljub, mi je drag in kaj pa vem, ne, se zdi, da pol tudi ljudje to čutijo in vrnejo in bilo tako krasno. In so pol z Mojco ugotavljala, kako pravzaprav tekom te predstavitve knjige, ne, en in drugi, koliko smo napredovali, koliko stvari se je zgodilo in tudi jaz, res je, ne, ko sem knjigo ven dal, pravzaprav sem lih doktoriral, a ne, vmes, pravzaprav sem pol ful objavljati začel, potem sem docent celo postal, a ne, to je bilo čisto s to potjo, ne, mislim, spet uno, a ne, kako je, to je Rugel rekel, ne, ko vlak stalno vozi, pa lepo sam ti imaš karto, pa gor stopiš ali ne. In meni so z Nove univerze kontaktirali ravno na to tematiko, pa bilo pa tako, ne, jaz stalno, čisto zaradi moje osebne higiene, da vzdržujem kondicijo na nekem znanstvenem področju, pa se nimam kot znanstvenik, ne, ampak naredim kako konferenco, kako raziskavo mini, ne, tako da ohranjam to znanje, ki sem ga dobil. In je bilo to več kot zadosta, ne, da sem tem pogojem zadostil, ne, in pol ni bil to noben problem, ne, in je to tako, čisto res zraven prišlo in ne moram reči, da nisem na to ponosen in zadovoljen s tem. Je sicer pač ne en izberni predmet, si tako kaj dosti več, tudi to ne bom šel, je pa fajn, ne, da imaš neko tako, tudi prav psihoterapijo v športu, ne. Tako da zdaj me neki za mentorstvo počasi kličejo pri kakih magistrih, tako da se razvija, ampak to je tako, mislim, za zraven. To nimam, a ne, tukaj nekih večjih ciljev, pa da bi v polnosti v to šel, ker pol je to, a ne, delo, ki celega človeka zahteva. Kljub vsemu imam skupine, tisto prvo, odzadej to individualno terapijo, ne, in to me kar tudi tukaj je vedno več povpraševanja in kar tako, ne, me celega noter potegne, kar je sicer fajn, lepo, z veseljem delam. Je pa tako, ne, zdaj od ponedeljka do četrtka nič zadihati ne morem, ne, kje, da bi tekste pripravljal, kaj raziskoval, čeprav me to tudi neizmerno veseli, ne, ampak najdem tudi za to čas. Tako da, evo, zdaj tako neuradno še je, ne, najbrž prvo zdaj tukaj, da povem, zelo blizu je izid nove knjige, ki je pa z očetom skupaj. Tako se mi zdi, da se spodobi, da je za to čas v bistvu vsak predstavi en primer uspešnega zdravljenja v naši skupini. Tako je, prvi del je oče naredil, drugi del sem jaz, knjiga je zdaj v zadnjih popravkih, tako da najbrž jeseni bo odzunaj. Zdi se mi več dobra zadeva. Tako da je dobro, smo kar dolgo pecali. Se pravi, samo dva primera notri. V celi knjigi, torej zelo podrobna predstavitev te poti teh dveh oseb, ali sta to dva para? Ne, dva para. Oče svojega predstavu, pač tako na način, ko on to dobro zna in tako, kot dela, ne, on v bistvu pač, ne, predvsem na meni bil pokazati v današnjih časih, koliko še vedno je pomembna socialno-andragoška metoda, a ne to, kar je Rugel začel delati, kar oče dela, kar jaz zdaj delam, kako še vedno, a ne. Dej jo, prosim, še enkrat mečkeno opiš v nekaj besedah, jo oriši še vedno, ne, mnogi, mislim, da oče je začel ravno s tem, ne, jaz itak imam skozi ogromno idej, kaj vse bi pisal, pa tako ogromno tekstov imam, pa ogromno stvari si zapisujem, a ne, tako da imam skozi kaj pripravljeno, pa sam sebe ne duhajam. Ne, oče pa tudi je, seveda, ne, se tega lotil, ker mnogi učitelji zdaj te socialni in andragoški metodi, da seveda je zastarela, da ni več aktualna in tako naprej. In potem je rekel, okej, ne, hudiče, zdaj pa je se res za enemu takemu šolski prijep pokazal, da če kdaj je pravzaprav to zdaj aktualno, a ne. In potem sem rekel, mislim, dajva skupaj, a ne, in seveda se strinjal in tako on je potem preko tega para, kako je rastel, izbral seveda tekste, da je pokazal, zakaj vsaka ta stvar v socialno-andragoški metodi je pomembna in kaj prinaša. Jaz v bistvu sem pa tako, a ne, od vstopa do te točke, ki smo zdaj pravzaprav tako čist kronološko šel, ker sem ta krasen par kaj delal, kaj pisal, v bistvu sem samo možal tega para predstavil, ki imel zelo veliko materiala, tako res
vzorčen primer, priden, vse izpolnjeval delov, ne, in tako res smo tako dejansko Se pravi, si imel tudi od gradiva dneva do dneva lahko sledila. napredku njegovemu. To malo usmeril, malo zakaj, kako, tako da je lepo šlo. A ne, v socialnem drugoškem metodi, če ostane, pa če ne s tem je Rugel začel za seveda zdravljenje. On je alkoholike najprej zdravil, potem normalno se je izkazalo, da je počasi bolj, če so skupine heterogene, a ne, da so različne problematike, tako da trenutno pravzaprav je, mislim, še vedno so alkoholiki in še vedno za alkoholike, za tiste, ki so odločeni, ki jim je cilj dolgotrajna abstinenca. Mislim, da tak odprt program, da ne greš, pa tudi od zaprtih pravzaprav edin, ki res da neke rezultate. Če govorimo še enkrat to poudarko o dolgotrajni abstinenci, ne, ker danes pač v tej terminologiji, ne, zelo rado se govori, da so programi uspešni, ne, ampak se tretira program uspešen s tem, da je 2-3 recidive normalni, a ne, da je uspešnost 2-3 leta abstinence. Ne bi šel zdaj v to, ampak z tega vidika, če govorimo res o neki dolgotrajni. Torej, in merjeno v desetletjih, ne pa v letih. Ali pa kar bolj doživljenjski, da jim reči. Pa za neko konkretno spremembo življenjskega stila. Ne? In ne samo unga kopije, ampak pravzaprav tudi seveda tistega partnerja zraven, ki ravno tako pogosto so odvisen. In se seveda Rugel takrat je modificiral od Zagrebčanov Hudolina, Vladimirja, ki so tukaj čez delali, je pa to malo modificiral in potem je še oče mal, ne. Jaz seveda zdaj tudi razmišljam, delam tako, kot oče dela drugače kot Rugel, jaz delam drugače kot oče, ne. Tudi seveda ljudje drugačni so drugačni, ne? Ja, seveda so razlike, bistveno so razlike. Ampak ogrodje, to, kar je pa bistvo socialno-andragoške metode, je, da se aktivno, ne, to ni neka metoda, kjer se zdravi samo s pogovorom, ampak se mora aktivno vključiti, aktivno začeti spreminjati svoj način življenja, ki pravzaprav pripelje v stisko, ne, in to je, da morajo redno teči, redno se hodi skupino v hribe, 2 knjige na mesec je potrebno prebrati, ne, rečemo v prvem letu pa v dnevnike pisati, potem tednike, a ne, vse te utrinke na knjigo, ne vem, enkrat mesečno kulturna prireditev, tako zelo celostno, ne, mnogokrat učitajo potem, zdaj pa začenjajo potem seveda te bivši alkoholiki ali pa v stiski teči, ne, in pa to zamenjajo za zasvojenost. Nikoli tako ni bilo mišljeno, ne, tudi Rugel nikoli ni enostransko usmerjal in tudi ni zaželeno in se ne dela tako, da pa zdaj en samo, ne vem, ultramaraton crata, ne. Ne, škodi pa, mislim, načeloma en maraton mora vteči. Zdaj so te traili ratali popularni, tako da jih kar nekaj tudi tako postov teče, a ne. Mora biti pa tek. Ja, seveda mora biti. Mislim, ne, tako je športov, zdaj tisti, izbira športov ja, v tem normalno, smislu. da tek je, si lahko tudi tek točno razložim, zakaj je tek, a ne. Normalno tisti, ki zdravstvenih razlogov ne morejo, kolesarijo, ne, ali pa hodijo, ne, tako da, ampak tek seveda mora biti, zato ker tek je, a ne, je tako v osnovi elementarno gibanje, kar pomeni tudi, da pri teku kaj gre, a ne. Te procesi, ki mi nehamo teči in pol pride seveda do hormonskih sprememb, do hormonov sreče in tako, in ki se sprožajo in ki v bistvu poteki te procesi same regeneracije, tega, da smo mi dobro, a ne, se sprožijo, so zelo močni po teku, a ne, so in se sami po sebi pravzaprav sprožijo, ne, ker je to tako globoko v nas, za razliko, ne vem, si z meditacijo ravno tako do tega lahko priješ, in tudi sej določene tehnike, s kakimi sploh, ki so traumatizirani, kakor ne škodi, da se nekih meditacij navadi, ne vem, varen prostor, da se navadi najdeti in tako. Toda, zato vse je potem nek trening treba, ne, tukaj teči, pa pač samo greš, a ne, in te procesi tako najintenzivnejše stečejo tudi, ne, tako da tudi je po nekih dognanih, znanih, ki jih sedaj imamo, Peter Levin je zelo veliko o tem pisal, ne, on tudi pravi, a veste, da travmatične vsebine v bistvu so nakopičena energija, so energija, ki se nakopiči v telesu in se ne sprosti. Okay. Ne, to pravzaprav je travma
In on to razlaga, kako pri živalih, vedno, ko je stres, ko pride do zamrznitve, vsi ljudje imamo isto odziv, pa če je boj, beg ali pa zamrznitev, če je nevarnost prevelika. Mnogo teh travmatičnih ljudi, ki imajo travmo, sploh težjo travmo, se tako, ali se odzovejo s tem, da popolno zamrznejo, ali gre pa v panične. Ponavadi je pa tako, prvo je ta odziv boj, gre boj, beg in gre v paničnega in potem zmrzne. In ko zmrzne, se ta energija nakopičena shrani, to Levin razlaga. In žival prvo, če gledaš dokumentarce, tisto, ko zmrzne, gre nevarnost mimo ostane in se strese. Danes so tudi različne tehnike, kjer je to tresenje in kjer ne tapkanje, ta TRE. Zdaj ne vem točno, ko se to prevaja, ko so neke tehnike, ki dejansko celo telo se stresa. In je do neke mere, mislim, da čisto učinkovito, jaz tega toliko ne poznam, vem, da uporabljajo, vem, da imajo tudi za pokazati, da to dela. In se ta travma, seveda, mislim, se ta energija sprosti. Zdaj, mi pa to zamrznemo in to shranjujemo in to se nabere. Tek pa je ravno to razlika, tek pa ti z udarci, tako večje obremenitve so in se to začne sproščati, ta energija. In nekateri ljudje, ali pa kar mnogi, tudi zato jim je blazno težko teči, ker začnejo po določenem času ven hoditi te vsebine, ki se ta energija sprosti in mnogi blazno veliko stvari predelajo ravno pri teku. Ravno pri teku. Tako je pa tako, seveda, eni pri pisanju, eni pri teku, eni med branjem, eni malo kombinacijo vsega, en čas pač večino predela prek pisanja, potem bolj prek tek. Tako, to malo niha, je pač osnovna higiena, če nekaj red disciplino. To tudi danes, mi imamo red, to sem mislim že dostikrat govoril, ne pri tebi, pa ne vem, tudi na drugih podcastih, ne vem, ampak nima veze, ta red, disciplina, neka jasna pravila. To pač je ogrodje, ljudje, ko v stiski pridejo, oni to rabijo. Čeprav danes doktrina seveda je precej proti temu, pa tudi cela družbena naravnanost je to negativno, ampak se to nudi varnost. In to nudi varnost in večina ljudi v stiski, ki pride, ravno varnost ni imela. Ker neka pravila, neka disciplina so pač jasna vsebina, jasne meje. In to da varnost in tukaj lahko ti začneš nalagati gor pol neke višje potrebe, to po odnosih, po ljubezni, po kaj šele pol samo uresničevanju. Čeprav seveda, si Frankl je pol dokazal, ta Maslova hierarhija potreb ne drži več kot taka, da če spodne niso, da ti zgornjih ne moreš. Sam meni se tako, to pač zdaj, jaz tukaj kot razmišljam, in to je Frankl v končni fazi v taborišču, dokazal s temi svojimi tudi potem knjigami, kljub vsemu rečem življenje, in tudi v drugih, vendar se mi zdi, on je pač zrel, tukaj pa, ko pa pridejo v stiski, ko nimajo nekih temeljev, je pa to nujno in potem jaz mislim, ko ti imaš dobro platformo zgrajene, dobre temelje, kaj to globoko not v tebi vtisne, potem se ti tudi ta temelj lahko sesuje, rečemo si v nekem okolju, kjer ni varnosti, pa se ti lahko pride do teh višjih potreb, ki jih Čakaj, pa imaš pol večjo vzdržljivost, recimo. A pri teku? Mislim, nasplošno v življenju, ker imaš... Seveda, če tem govorimo, tudi to. Deva je biti ful konkretna. Zdaj moraš ti še kaj vprašati, veliko govorim. Ti me kar ustavlja. Nič hudega. Sam to, da pri teku še ustavlja. Ker jaz bi povezal s tem, da si tudi ti dober, Ker si na začetku rekel, pa greš proti 50, pa pravi, da on si že vsak šmrk od 50 star. V glavnem, ampak če v resnici ne delaš ta fizisu, ti si fit, skoraj 50-letnik, ker po mojem tudi tečeš, se mora se hudiče ne spodobi, da ne bi te da bi teral ljudi pa na to. Mene ful konkretnosti zanimajo tudi za naše poslušalce, gledalce. Recimo v tem smislu, kako, a veš, ker se mi zdi, da se res ful velikrat ustavimo prav pri teh najbolj osnovnih zadevah. Torej, prvič, kako si zagotoviti, morda tudi izven pač skupin, ker večina ljudi nekako verjetno še ne bo prišla do skupine, ampak kako si zagotoviti neko temeljno strukturo dneva, a vi to ljudi naučite, kdaj vstati, kdaj kaj početi v dnevu, recimo,
pol čist konkretno, kako se sploh lotiti teka, veš, tukaj je ogromno enih praktičnih stvari, ki se jih moraš znati prav lotiti, da si ne poškoduješ. In tako naprej, ali sem ajde, tukaj imaš laufi, mislim, koliko detaljni ste v tem, v tej Nismo pomoči, detaljni, imajo dela, ja, mislim, da nismo, tako, si tukaj pa res ni treba, ne vem, koliko komplicirati. Ja, ne vem, koliko danes komplicira, mi vsi kompliciramo, razumeš, se to je to. To je pač čist v končni fazi zelo enostavno. Greš pa naredi, zdi se mi tukaj neka normalno, da je neka zmernost potrebna in ne vem, tako. Pronacijski ali kaj. Jaz tudi to vem, ker enkrat na faksu nam je razlagal en profesor, mislim, da ni, do tistih potem top atletov, ki tečejo, to tek tako neko naravno, da ni nekih bistvenih razlik, potem ne v načinu, poškodbah, tehniki. Zdaj to nam čist v detajle šel, nam čist trdil, ker to je že 10-15 let nazaj, tako da ni. Jaz tudi sam mislim, na tem nivoju, ki mi to delamo, ni nobeni potrebe. Nekateri hodijo k temu Gregi Hočevarju, so zelo zadovoljni, on bojde zelo fajn dela in nič narobe. On posebej jih nauči laufati in tako. Da se uči tudi za te naše ima neke posebne cene in hodijo tam že kar nekaj let in imajo dober feedback. Okay. Nekateri pač sem tečejo, normalno pač neka zmernost na začetku seveda mora biti. In vse ni bistvo, koliko pretečeš, koliko hit pretečeš, potem, ko so noter, seveda neke te cilje si zadajo, ampak ni to tisto glavno. Glavno je, da pač greš in da odtečeš in na začetku pač pa normalno, tisti, ki ne morejo, malo hodijo, malo tečejo, ampak hitro pridejo v kondicijo. Pa itak zelo hitro vidiš, da ljudje precej več zmoremo kot se nam nas zdi. Je strah, ne? Ja. In tukaj hkrati je v tem programu ponavadi tudi tako, tisti, ki so zares v stiski, vejo, da jih to nujno rabijo in da bo ven potegnil in se tega programa 100% primejo. In če ti vse to delaš, pravzaprav se stvari same postavijo v nek red. Moraš zjutraj vstati, pa ne moreš po telefonu bluziti, ker moraš napisati, ker moraš prebrati, ker moraš uteči. In če so ljudje dosti v stiski, v polnosti zagrabijo, ali pa tisti, ki to toliko razumejo, so modri, ki zmorejo. In jih to seveda samo po sebi potem uteri. Pa ponavadi traja, zato so te programi, tudi komune in ostali že od nekdaj po 3 leta, tako kot danes imamo teh 1000 ponovitev, ki je 1000 dni, da ti to usvojiš. Da je to potem, da ti po 3 letih načeloma, če to redno delaš, pa to nekaj, kar je osebna higiena, kar je, ne vem, če ti starši to, pa prek družine ne privzgojijo, naprimer, tako sem jaz dobil, je pač nekaj od nekdaj, neka fizična aktivnost, tako nekaj osnovnega, kar moraš vsaj, ne vem, 3-krat na teden narediti, potelovaditi, malo teč, če ne se pač ne počutiš dobro. Nekaj 3 leta je treba, pa najbrž še malo dela. Zato, ker mnogi potem, ko zapustijo program, bi rekel, Rugel, pa tudi naš oče, se pa usmradijo. In to začnejo opuščati. Ne pa vsekakor vsi, pa seveda mnogi ostajajo tudi mnogo daljnota. In so potem tudi na teh tekih, pohodih se nam bivši člani pridružijo ali pa se srečujemo, potem pridejo tudi te bivši člani, ki so že zaključili. In hkrati tek seveda ni enostaven, pač hiter je, ne rabiš upreme, ne rabi se pripravljati, lahko stopotjo narediš in tako, nek maraton utečeš, potem takoj, seveda, vsakodnevni problemi so bistveno manjši. Mislim, bistveno lažje se je spopadati z njim. Če veš, če si ti to lahko zmogel 42 preteč, pač je tam neka sitnost, ki si jih drugače izogibaš, precej drugače izgleda. Tako da, tako v tem, in sami se tukaj to z vsem tem, kar morajo delati, se tako uterijo, bi rekel. Ni da zdaj zelo posebej bi to dal. Jaz pa pač to, se pravi, pa z mano že od nekdaj. Tako da jaz pač pa to imam zjutraj, tistih 10-15 minut telovadbe je v bistvu skoraj vsak dan, mislim, osnova, 6-krat na teden. In pač tako 4-krat na teden, 5-krat grem teč. In pa tudi odvisno, kdaj, če sploh takrat, ko sem imel s tem
če se va pol dotakne z moje izgorelosti, prišla do knjige, ali pa, ki sem imel dneve, ki sem bil slabši. Tako pač potem kombiniram, ne, saj ni nujno, da grem vedno, zdaj imam neko dobro obdobje in lahko tečem tudi tako, ne, da 4-krat na teden pa grem teč, ne vem, 80 km, ni noben problem. Okay. Imam pa tudi tako, ne zmorem fizično tega, ne, ampak še vedno grem, ne, in ne vem, jih utečeš 4-5, ne, pa malo počasnejš. Pa je druga. Pa si vse šel, ne? Ampak še vedno greš, pa ne, pa je tako, ne, pa se lahko zelo pritožuješ, pa ne morem toliko teč, pa toliko hiter, pa sploh tako jaz, ki sem vedno malo tem pretiral nagne, ne, ampak, pa vem, pa začneš v tem, ne, pa ne moreš tako hiter, ne, nisi tako fit, ne, moraš se malo paziti z fizičnega vidika, pa je meni tako lepo, ki grem pa počasnej, pa začneš videvati kar neke druge stvari, ki jih prej nisi, veš, ali pa grem hoditi, ne vem, tako nek manjši hrib, neč vse skupaj, sam ravno toliko, ne, da se orang zadihaš, pa gor malo postaneš, pa je lep razgled na dolino, pa to je že taka hrana, ne, mislim, in se tako ne hraniš, ne, in se psihofizično pravzaprav, ne, in še duhovno in potem normalno, da dan lepše teče, ne. Ok, to ti je uspel narediti zjutraj, pred večinoma zjutraj, ja, mislim tako, sploh zdaj poleti, zdaj po zimi si lahko privoščim, ker vsem to moje delo ni tako na 8 ur fiksnih vezanih, ne, da ponavadi zjutraj delam, pa in pol rečemo ob 11-12 uteč, pa pol popoldansko rundo naredim, kad doskrat zvečer delam, ne, mislim, večinoma zvečer gre. Zdaj poleti pa ja, mislim, takoj, ko je to približno se da, pa najraje zjutraj. Ker zjutraj, če to narediš, imaš pol dan res, ne. Pol popoldne je vedno bolj komplicirano, ne. Pa meni je zdaj že lažje, ko so otroci odrasli, ne, ko imam to ne svoje, pa če res veliko stvari zase lahko delam, ne, ali pa ženo jih imava za naju in se ne rabim vzirati, si marsikaj lahko privoščim. Zdaj, če bi razmislil, imam 2-3 otroke, ne, pa ki jih imate več, 4-5, ne. Pa da moraš vse to usklajevati, pa to si težko predstavljam, kako bi to v dan spravil, razen da to res zgodaj zjutraj ali pa pol zvečer. In tudi mnogi, imamo par primerov, ki so tudi se pripravili, utekli, rečemo, ultra trail, ne, se pripravili nanj, ampak zato ni šla 1 ura na račun družine. Wow. Pač to zjutraj naredil, in ob 7, pol 7 je bil je nazaj, bil že na voljo. Tako, ne, in to je tudi najboljše, ne, meni se tudi te stvari zjutraj vstaneš, narediš, 7, pol 8 si že pripravljen za naprej, ne, in pol ne rabiš gledati, če ne pa, ne vem, ti zreš ob 12 enih, pa kdaj boš jedel, tako. Takoj se bolj zakomplicira, ne, in zjutraj pa res to narediš in veš, ne, da si nekaj dobrega naredil in s čist drugo energijo v dan vstopiš. Meni 2-krat tedensko tole plavanje mi pomaga zjutraj, res kar lepo, pa je tudi zjutraj, 6 že plavamo. Tako. Ja, šport se mi zdi tako ena taka tema, ne, naslov knjige je Duševne motnje v športu, ne. Šport je ena taka tema, ki se mi zdi, da recimo pač Slovenci imamo mogoče, ne vem, en specifičen odnos do tega, ne. Radi smo izjemno, ali pa veliko nas je zelo uspešnih, se pravi, kavč spremljevalci se radi identificiramo z uspehi naših, ne vem, zdaj Pogačarja na Turu ali pa karkoli. Ti si kavč spremljevalc športa, ne vem, kaj bom govoril. Jaz nisem, razen tega, da se pač trudim malo tega vnesti v svojo nično predzgodbo, kar se športa tiče. Po 40, ne, nekako se to malo poskušam. Drugače pa moja žena obvlada kolesarstvo, ona to ful spremlja. Jaz pa občasno, če bo evropsko prvenstvo, si bom kakšno tekmo pogledal, pa tako, drugače pa zelo malo. Zdaj tukaj imate močne kolesarje, ne, na Dolenjskem. Ja. Smo na pravi strani Save. Smo še na pravi strani, tukaj je stari Krško je Dolenjska. Lej, tako no se mi zdi, da pač kaj je zadaj za to našo izjemno uspešnostjo v slovenskem športu? Saj to je povedal tukaj le Miha Zanč. Dolenc, ne, tale kolesar, Novomeščan, on je ali Belokranj, zdor, se nima veze. Brajkovič je povedal, ne, da vrhunski kolesarji so, če ćeš biti vrhunski kolesar, moraš biti vrhunsko traumatiziran, ne. In zato njegovo izjavo jaz kar precej stojim in se mi zdi, da je zelo na mestu
In se mi zdi, da seveda zdaj ne vsi, ne, ampak da večina, tukaj sploh slovenski športniki izstopamo, bi upal reči, so dobri predvsem zaradi teh nekih vrhunskih travm, ki jih prinesemo s sabo. Ali pa tudi kolektivnih naših kot slovenskih zgodovinsko značilnih, od zadaj katerih seveda so sram, občutki manj vrednosti, na katere se lepo nadkompenzacija potem gor vleče. Okay. In pol mislimo Slovenci, to je Milivojevič govoril, ne. Če bomo dovolj pridni, da nas bojo radi imeli, če bomo dovolj dobri, nas bomo s tem dobili ljubezen in pa hitro prideš v vrhunski šport. Ker to je ena od stvari, kjer je dovoljeno biti dovolj pridni. Ker tudi eno je, da smo zelo dobri, in dobro, mislim, pa ne bo tako izgledalo. Okay, ne spremljam več, tudi ko se mi zdi več smiselnega dela, ko imam manj športa, spremljam. Tudi, ko sem se sam ukvarjal, sem sam tekmoval, pa sem bil v športu normalno, tudi nisem toliko gledal športe, ko sem delal to. Potem, ko sem končal s plezanjem, sem več spremljal, sicer nikoli prav tako obsesivno. Tu gre na mero, tu gre v religiozne sfere, če mene vprašaš, spremljanje športa. Zdaj pa pogledam, veš, da pogledam, predvsem pri poročilih, red pogledam, pol neko, to je zdaj tako, vidi sem strne, ni pa kdo še reče poročila, pa poročila. Zdaj, če jih na nacionalki, pa si res starček. Gledam jih na nacionalki zdaj, to pa se ne bi v to zdaj spuščal. Tako, ker na koncu malo pokaj, pa že zelo lepo, pa od srca prvošiš pa Dončiću, to, ki je igral, wow, pa Pogačar, mislim. Ampak kaj si pazil, razjezili so ga, oni navijači so ga zanče razjezili. Sem videl nekaj. Tukaj je bila kombinacija te malo balkansko-slovenske. Hvala Bogu, če ne bi tam bil, ampak in tako, kot Pogačar je noro, in s kako lahkoto in ko zabavno in mu tako se tudi sam, tako res iz srca prvošim in tako te veseli, mislim, saj meni to veseli, ko ga vidim. Ampak generalno tudi razen teh izjem je to, kar sem govoril o tej travmi in tudi tukaj in temu sramu in nadkompenzaciji in tudi to je zelo značilno za ne glede na to, da imamo pač nore uspehe, sploh za tak majhen narod, procentualno gledano je to neverjetno. Se pravi, kar tudi vedno se pol to sam kot dobro. Jaz bi rekel, upam, da tudi njega toliko veseli, Ampak nikakor se ne morem občutka znebiti, in to je tako malo slovensko, veš tisto, ko je pa treba nekaj, in ko je treba presežek narediti, ko je ful šansa, ko je treba nekaj več narediti, pa pokleknemo, pa napako naredimo. To je pač se zelo lepo s tem zliva. En dober članek sem zdaj na to končal, da bo kje objavljen. Ja, in to gre, a veš, to je ta, zdaj otroci v Sloveniji imajo tisti, ki se z vrhunskim športom, pa si tukaj tudi te, ki gre v glasbene vode, pa to bi zelo rad, da greva noter, To ne poznam, ampak to je po moje ista zgodba. Pričakovanja profesorjev in staršev in vsega, kar je v današnjem času meritokracije, kjer se vse meri, ampak deva pri športu ostati. Seveda je to tudi pri vseh teh dejavnostih, se mi zdi lastno, ne bi šel to, da pa vrhunski glasbeniki, najbrž tudi moraš imeti svojo zgodbo od zadaj, je pa morda saj v svet več pusti, morda bolj pomembno kot šport, pa bolj na dolgi rok. Pa dajmo to primer pustiti. Gre v vrhunski šport, pa imaš ti nekega otroka slovenskega, ki gre v vrhunski šport in zdaj ima on dve težave, Prvo kot prvo ima to slovensko mentaliteto in potem ima seveda okolje vrhunskega športa. In zdaj slovensko mentaliteto, to je Milivojevič zelo lepo povedal. Mi otrokom, ne da jih nimamo radi, normalno jih imamo radi. In pa zelo težko pokažemo, pa povemo, da jih imamo radi. Da se ne bi kdo pokvaril. Točno to. In kaj pol otrok normalno rata priden. Dobesedno velikrat slišal. In tudi mi Slovenci pohvalimo otroka, kako je dober naredi, koliko si priden. Se govori, jaz mislim, da Angleščini hodi ene z Črne gore,
sošolka, da tako rečem, ki hodim tako enkretensko na angleščino, ona se vedno norca z tega dela. Rekla, ker pa Črnogorcem pa ne prije na pamet, da bi otroku rekel prije. Pa je naštevala tako nekih 10 izrazov, imajo seveda njihov dosti bolj bogati jezik. Kako ona ali pa oče otroka pohvali. Okay. To, a veš, s čim? Če enega poveno. Dobar si, dober. A je to okej? A ni to pridno? Tako, pa seveda je po črnogorsko, mislim, si jih zdaj ne spomnim, ampak tako noro, veš, se samo ti kar čelju zdol pade, ne. Ko že ne vem, kde si sokole moje zlato, veš, tako, pa kup še takih, ne, to, veš, tako res vzdignejo, ne, mi pa seveda pride, ne, in vsak otrok pa rabi v osnovi to, veš, da je brez da karkoli naredi, da občuti, da ga imajo radi. Ne, da dobi ljubezen. Pol rabi potrditve, rabi, veš, vedeti, da dela prav, a ne, da ima prav, rabi vedeti, da je sprejet tak, kaj je, samo zato, kaj je, ne. A pa tudi, če res ne dela prav, ali pa če tudi ga gledaš, da ne dela, recimo, da, a veš, ti imaš vse svoj program naložen. Mislim, da se govorimo o otrokih, ten 6-7, ne, zdaj tiska pravim za najstnike. Seveda je, ne, mu jasno poveš, ampak ti moraš še vedno, ne, Gabor Mate v tem lepo piše, ne, jaz tukaj nisem čist za samo sočutje in seveda to more biti, ne, nujno potrebno, ne, in valjda moraš najstniku povedati, če dela neumnosti. Sam kako zdaj to povedati na način, da ti njega kot otroka, kot najstnika, da ga ne degradiraš, da ga sprejemaš, da ga imaš rad takega, kaj je, a ne samo seveda s tistim vedenjem ali pa s tistim, kar dela, pač se pa ne strinja in pol, okej, ne, da pod najstniku, ne vem, ponavadi pol nekaj meje daš, a ne, s katerega, ne vem, je kompatibilen potem z družino, s katerim ni, pa ne vem, kaj gre, pol v dijaški dom, ali ne, če bi kršil, a ne, naprimer, ne, če tega se ne more držati, ampak ne, to je pač potem neka posledica tega, ampak ti ga še vedno, lahko potem to sprejmeš, ne, ampak denava zašla. Glavna umetnost pri tem je, da ti dober, a veš, da si ti dober s tem. Ja. Da si ti lahko porošiš, da je tvoj otrok ali pa najstnik ne dela stvari, ne dela, ne samo tisto, kar ti misliš, ni ampak da nekaj objektivno stvari gledano, pač da dela, da pač ali krši pravila, ali ne upošteva njega, ali dejansko je slab, karkoli, ne. Ampak da to tebe ne zamaja, da si ti kot starš trden in da to zdržiš, ne, in da si on pravzaprav lahko prvošči ne biti ne, brez da se cel družinski sistem tukaj zamaje. Ne. Da te ni na smrt strah, če se uči, ali ne. In normalno seveda moraš otroku dati pravila in jasno, kdaj ga zgrešiti in se mu krivica zgoditi. Tukaj bolj tako govorijo, ne črno-belo, ampak da je več tega, a ne sprejemanja, razumevanja, potrditev, ne, kot da je več tega, da ga ti ne sprejemaš, da mu ne pokažeš. In tukaj je, ne, se tukaj potem, ko damo pa še vrhunski šport okolje zraven, se pa ta tehtnica prevesi. Ne, se prevesi v to, da pa teh potrditev ni. Nekaj generalno vsem 5, 6, 7, 8 letnih, kako je tako normalni starši, se vse ne predstavljam, da pa kar vse narobe dela, ne, da večina stvari dela. Ne, in potem tistih par normalno, da tudi če daš vedeti, si pravim, ni to kritično. Ampak tukaj pa, ne, da imaš to neko pomanjkanje, da se pokaže, koliko se ga ima, da ga imamo radi, da dobi ljubezen, da ni teh potrditev in pa lepa naenkrat še v športu, ker je kar naenkrat soočen z, veš, tako norimi, tako res lahko reče, z norimi zahtevami, nerealnimi cilji, ne, z norimi cilji, ki se jih ne da doseči. Meni je žal, dostikrat so tudi in starši, ne, starši še pogosti, in trenerji tudi precej nori. Tako je treba reči. Če gledamo genezo enega otroka, ki ga daš v šport, ti ga daš v šport zato, da se bo razvil, da bo znal fizično se razvija, a veš, da bo dobil te klasične pozitivne stvari, ki jih šport da, ne? Dobrih stvari a veš, dobi, disciplino, odrekanje, fizično kondicijo.
In po 10. letu, recimo, ta šport v resnici, ne vem, na ravni neke čisto osnovne rekreativne, športne. Ga ni več. Ga ni. Daj ti zdaj ne 10 let starega, daj ti 8 let starega otroka v šoli v nek krožek ali pa izven šoli nek šport, kjer že ne bo selekcij, tekem, kjer če ne bo toliko in toliko treniral, pa to delal, ne bo v ekipi in to vsi govorijo, pa šport prek igre, pa ne vem česa. 3 treningi na teden, pa vikend so tekme. Če ni notu 5, če ne bo treniral, če vse, bo rekli, gre lahko na tekmo, sem igral, mislim, kjer otrok je pa, mislim, razumeš, kdo se bo pa to šel, in to takoj gre v to kolesje, ki melje in ni, se je lahko tudi to, ampak tukaj ni izbere, pa tudi, se mi zdi, pri otrocih, pa najstnikih, tudi šport, kar vse ne bi mogel biti, ker ni, da ne pušča posledic, in ni, poleg vseh dobrih stvari, ti imaš kup 15, 14, 16 letnikov, ki imajo kronične poškodbe, ne ga srati. To pač je nekdo odgovoren, to ne more biti, da je posledica športa, ki šport to zahteva. Halo. Se pravi, kje je tista zdrava mera pri športu? Tem, da ostaneva še to. In pol to je otrok, ne more teh norih idej, teh norih ciljev doseči. Ne, nikakor, ker pač so v bistvu nerealni, in ne dobi teh nujno potrebnih potrditev. In v bistvu, kar on ponotranji, je to, da ne zmore, da ni dovolj dober. Tudi sporočila so take. Saj tudi, če se starš trener celo tekmo znaš, dere, kritiziraš, tudi če ga na koncu malo potreplja, hudiče, saj dober ve otroka, da tudi čuti, a je star zadovoljen ali razočaran. In tega ne dobi in globoko ponotranji, da ni dovolj dober. In potem seveda, ko odraste, pa pridejo. Tukaj pride sram, se normalno občutki manj vrednosti, dvom vase in to super pol gre s tem, perfekcionizem nad kompenzacijo. Zdaj pa, če bom jaz dovolj noro treniral, pa v to vlagal, bom pa dober, me bo imel radi, me bojo videli. To pol poganja in ko je enkrat to odrasel, dober športnik, kako je, korak do zmage, kaj naredi, sebe sabotira, da si dokaže, da to je ta prisila ponavljanja po Freudu, da ni dovolj dober, ni dovolj dober, ker to on pozna. On ne pozna unega scenarija, da je dober, da je uspešen. Če mu celo otroštvo nabijajo, pa dokazujejo se, da ni dovolj dober, ker nikoli ni dosti dober. Saj nikoli niso zadovoljni, že z 10-12 letniki. In zapelje ven, naredi napako, fali koš, se poškoduje. To je taka varna... To je tako varen izhod, tako eleganten, in to je dostkrat vse skupaj s tem seveda povezano. Tako da tukaj je kup enih stvari, sploh v mlajšem športu, v športu otrok, ki se ne bi smeli dogajati. Tukaj gre kar za zlorabe. Zlorabo tudi tega, starš instrumentalizira svojega otroka, ga pripelje na tisto tekmo, to so potem vikend druženja staršev, sem slišal eno zgodbo, da na ta velikih tekmah se alkohol ne sme prodajati, na teh otroških se lahko, vsi pijejo, pije zraven, se upije, kovne, preklinja, to otroci poslušajo. To je brutalno, tako da in tega seveda je tega je veliko, in noro je, te otroci so zaščiteni na vseh področjih. Hujški sibirski medvedi. Zdaj pa šport pa kar je benigen, kar je nič ne more biti. Ti si predstavljal, v športu se dobro ve, se pravi trenažni procesi treninga. Natančno se ve, rečemo, v pubertetnem rastnem sunku, ko je tist, pa tudi pač pri ne vem, do pubertete, pri otrocih, ker jih obremenitev se ne sme. Sploh pa v tem rastnem sunku, tistem letu 2, ko pride do blaznega povečanja višine, teže, in potem seveda škite ne zdržijo teh mišic, ki niso tako. Pridejo poškodbe ob napačnem treningu, ni da ti malo mišice natreti kita utrga, in tako, take stvari. In to dejansko trenerji vedo? To se dan zelo dobro ve, mnogi vedo, ker trenerji so že dan zelo dobro izobraženi, večina.
Pa se tega ne upošteva, pa se to dela, ker so seveda odzadaj v interesu rezultati. In pri polnoletnih to jaz ne vidim težave, pri otrocih pa, ampak zdaj, ne, starši, ne, in potem trenerji, 10-letniku dajo obremenitve za 14-letnika in vsi starši se bojo s tem strinjali, super, kar dej ga, sej tomu ne more škoditi, tako, a res, ali kaj. Da bi ti 10-letniku dal, si predstavljal, že bi dal test od 11-letnika za matematiko. V šoli, ja. Cela delegacija bi bila naslednji dan staršev z odvetniki in ne vem koga v šoli. Ta diskrepanca tukaj je zelo velika, nedvomno šport marsikaj dobrega lahko prinese, ampak ni pa, da pa nič slabega ne more, obratno. Kup ene patologije se potem lahko ne bere. Jaz tudi zdaj ne mislim, dobro je, da so otroci v športu. Dobro je, da je otrok v športu in tudi nič ni narobe, če tekmujejo. In prav je, da tekmujejo in tudi prav je, da jih daj faše, prav je, da zgublja. Ampak, to je to, ne rabi pa to biti projekt staršev. Ne vem pa, če rabi 10, tudi 8-9-letnik, nič narobe, če ima tekme. Rabi res, ne vem, če tukaj v Krškem igra hoditi, ne vem kam, v Maribor ne tekme. Ali pa čez celo Slovenijo. Ja, vozijo jih povsod. A veš, in to vsak vikend in to. Zadosti je, če igra, ne vem, pol ekipe po drugi, pa organiziraš kot namesto treninga, trening tekmo in to 90-letniki bojo... bo za njih to veliko pomenilo, bo drugače, bojo šli v to noter. Ne rabijo iti, ne vem, na drug konc Slovenije, pa imeti merjenje, pa sodnike, pa ne vem koga še, pa koliko publike. To rabijo starši. Kdo v praksi lahko to res spremeni? Noben. To ne bo. To lahko mi, da tukaj malo govoriva, da starši kritično razmišljati začnejo drugače, pa ne bo, ker šport je tak. In ti tukaj, moraš not upeti, sej zdaj, če si ti kot normalen starš, tudi če gre čez ta proces, pa če je nadarjen, ne bo neke katastrofe, ampak jasno seveda moraš pa, ne vem, ti umeti, če vidiš, da je 11 let star in da imajo 3x4 in trener, rekel pač hudiče, 2-krat greš. Zakaj? Ker sem jaz tako rekel, pa vem, da je zate to dobro. Tega ni več. Pa se pol oče pa je to res, ni, pa pol bo mama, ki bo otrok malo jokal, pa bo žalostno stisnila in pol imaš, bo itak otrok svoje dosegu. Ampak na nek tak način, na to lahko tukaj se mi zdi edino, kar narediš, in da pač še ti teh svojih pričakovanj ne začneš projicirati, že to je ogromno. Tako da že to odtehta. Tega mnogi ne zmorejo. To jih dajo, to rata cela norija. To rata pol cel projekt. Pa v osnovi pa normalno, da se ni treba, malo se pol na to travmo vrne, da se ni treba ukvarjati. Nekaj z nama ženo narobe in kak je najin odnos. Zakon otrok bo pred 10 že vrhunski športnik, dajmo vse van ga vložiti. Pa je super. Se bomo s tem tudi še sebe rešili. Pivo pijejo v meru, je dober alibi, da grejo itak jim žene še ne gnjavi žene pa... Lepo, pol tam, ko so že soccer moms, pol ne vijajo in tam v agresijo dajo, kar v končni fazi tudi ni nujno tako slabo, kot če bi se doma kregali. Sam tega ne reši, in potem teh podatkov skoraj nič nimamo, Tukaj v športu je jasno, da kar dosti je prisotnih psihičnih stisk, raznih blažjih duševnih motenj, tudi težjih, v smislu težke epizode depresije, mnogi znani so tudi hospitalizirani bili in tako naprej, veliko je alkohola. Ampak praviš pa v knjigi dokaj neraziskano področje. Neraziskano je pa v tem, kaj točno so, zdaj se to na Brajkovičevo izjavo, ki sem tudi nazadnje tako malo bolj argumentiral, ko sem pisal, to, da so globoko traumatizirani. Pravzaprav ne vemo čisto jasen, vzrok posledice nikoli ne bo. Kaj je tisto, da športniki tako pogosto pa imajo razne stiske ali pa motnje. In to, kar pri nam zdaj ostaja, spet, tega je malo. Ampak to, kar kaže, zdaj neke moje raziskave sem že ponavljal in v bistvu so rezultati še slabši, ampak približno tam številke so visoke, tako da se pravi, da očitno v tej smeri je smelo razmišljati, koliko motenj imajo, koliko je prisotno, koliko težav, depresije, anksioznosti, zlorabe alkohola, motenj hranjenja in tega, lahko pa še to greva, ampak jih imajo več kot zunaj.
Ne rečemo, da se z istim testiranjem. Primerjalno z običajno generacijo. Splošno populacijo, športniki tako. Nekatere raziskave kažejo, da imajo isto, nekatere da več. Ampak vedno več, ker zdaj tako v zadnjih 3 letih si to skokovito naraslo. Vedno več raziskav kaže, kar tudi mislim, da je res, da imajo športi ki pogosteje kot splošna populacija, ker tudi so veliko več stresu izpostavljeni normalno. Ampak tukaj, če se nazaj vrnemo za vzroki, več imajo kot odzune. To je na primer zanimivo, ampak ne vemo čisto točno, s čim so neke povezave, boljše igralno mesto, več ko igra, boljši ko je, čeprav pri nam jih mi nismo ugotavljali, še ne pomeni, da jih ni. Ampak teh vzrokov, koliko pa lahko razložimo, rečemo mi s tem, ki smo gledali, pa tudi odzune, koliko dober športnik je, koliko tekem, kdaj je začel trenirati in to, nič ni, koliko se identificira samo kot športnik, to par odstotkov razložiš. Se pravi, večinski del, zakaj to vpliva, da je nek športnik ima depresijo, da je anksiozen, da ima motnje hranjenja, je čist nekje druge. In meni jasno, ker delam, je valjda v primarni družini, ne morem zdaj to reči, to je znanstveno dokazano, to pač jaz verjamem, mislim, tudi glede na klinično, na delo klinično, ker delam tukaj z ljudmi, ki hodijo k meni, mi to zelo dobro potrjuje, mnogo teh alkoholikov, ki so na primer otroci potem zelo dobri v športu in tukaj nadkompenzirajo, nazadnje sem sam tudi primer tega, tudi v knjigi not, vsi primeri so predstavljeni točno to, ampak obstaja ena zelo obsežna raziskava, ki so pregledovali biografije športnikov, pa sistematično, metodološko pravilno in posod si pokazali, da pravzaprav tisti, ki so se spopadali z depresijami, ali so že bili depresivni, pa so šli v šport, da bo pomagal, pa je bilo še slabše, ali pa so izhajali iz precej pač problematičnih alkoholičnih družin, tiranskih, kjer pravzaprav so pobegnili v šport. In mene zdaj to je zanimalo, in zdaj smo delali neko raziskavo z mojo mentorico, ki še neke stvari skupaj delajo, so približno ni še objavljene, zdaj se pripravlja, je dobrih 110 športnikov sodelovali, ker širok bazen sva zajela, spet premalo, da bi posploševali, ampak to ni tako bistveno. Eno smo naredili intervjuje tukaj v knjigi, je bilo 10 ali 12 naključnih športnikov, vsi navajajo očete ali pa mame alkoholične, alkoholične družine ali pa tiranske. Potem smo naredili še eno, smo kombinirali z neko raziskavo, smo malo števili, koliko seveda teh depresij, anksioznosti, pa potem še kvalitativno par intervjujev naredili spet. 10 smo jih dobili na ključnih, isto mislim, da 7 od 10 navaja alkohol ali pa tako neko grobost, fizično, psihično. No, zdaj smo pa pač konkretno 100, mislim, da 110 ali 170, ni tako važno. Smo pa gledali, to, ko gledaš pač to travmo v otroštvu, je prisotna, ki je sestavljena iz telesne zlorabe, spolne zlorabe, psihičnega zanemarjanja, psihične zlorabe in tega. In so številke, tako zanimivo je, da je zelo malo telesne zlorabe, mislim malo, to je tam mislim, da 7-8 odstotkov, ni tako, spolne zlorabe je 10, pa je najbrž drugače, tudi več kot teh se nikoli ne bodo čisto zares raziskovati, pa ne bojo o tem govorili, ampak veliko je pa čustvenega zanemarjanja, telesnega zanemarjanja, to je tam po 30, 35, 40 odstotkov, ampak tisto, kar je mene v oči zbodlo, in to je, ne rabiš biti znanstvenik, hudiča, rabiš samo malo kritičen pogled na alkohol, pa iti na par otroških tekem, pa ti je tako jasno, da je večina staršev, ne vsi, ampak večina staršev, da ima težave z alkoholom, ki pač pijejo ob 10, tako si prej rekel, 11 na tekmah pivo, pa ne spijo samo enega in to, v Sloveniji je normalno, to ni normalno, to ni norma, to pomeni, da imaš ti očitno neke hude težave z alkoholom, v veliki večini primerov. Sem pa tja se tudi kak najde, ki spije lahko res v nedeljo na tekmi eno pivo, pa ga drugače sploh ne, ampak taki so redki, večina pa, če malo pogledaš, imaš te distance, ima težave. In tukaj se, če so nekje ocene, ko je v Sloveniji, ne bi bilo
odraslih otrok alkoholikov. Tako mislim, da se te številke, zdaj sem pozabil preveriti, ker teh si nisem zapomnil, ta Nada Trtnik, on iz Gostečnikove šole, je zelo veliko o tem pisala, tudi raziskvala, ali je nekaj čez 20% odraslih otrok alkoholikov. Okay. V resnici najbrž še malo več. Zraven tudi pride te, ki so otroci alkoholikov, tiranov, tako če je bilo veliko psihičnega, fizičnega nasilja, spada po ta odrasel otrok alkoholikov. Nekaj danes vemo, da je blazno oškodovana skupina. Že Rugel 40 let nazaj pisal o tem in govoril, zdaj pa z raziskavami so to zelo dobro pokazali. In med tem našim vzorcem je pa kar pol. Tako, še enkrat, ne moramo tega posploševati, ampak je pa torej enkrat več. Pol športnikov izhaja, pač pri nam je navedlo, da izhaja iz alkoholične družine. Tako da očitno je nekaj na tem. Tako, se pravi, tvoja misija v resnici zdaj je ozaveščati o tem, da dejansko, mislim, te motnje, ne? To moja misija. Ena od, ena od, ne. Vsi spet o tem govorim, tako kot sem rekel, ne morem se tega športa znebiti, to sem najbrž pa že prvič govorila, pa kar za mano hodi, zdaj pa sem že toliko globoko not, pa pravzaprav tudi na tem področju toliko nekih informacij imam, toliko podatkov, toliko stvari vem, da se mi zdi, da bi bilo zdaj res škoda, da ne bi del razvijal. Zdaj še to na univerzi so mi ponudili tako, da očitno peljem seveda v tej smeri. Ja, mislim, tukaj se mi zdi to pomembno ozaveščati, pa prišla do tega, zakaj je pomembno ozaveščati, da tukaj, da vejo prvo kot prvo, bi tukaj morali na nek način trenerji prepoznati take otroke. Morali bi jih prepoznati, da če otrok pride pravzaprav z nekih disfunkcionalnih družinskih razmer, pa tukaj še motnje hrane. Motnje hrane, vemo, so pa že dolg čas v športu bolj prisotne kot med splošno populacijo, pa ogromno jih je. Kritek večini športov moraš biti lahek. Tako. Brajkovič, mislim, da on tudi govoril, koliko je prisotnih in to. In, tudi blazno več pravi, da jih je kakor raziskave. Ta zgodba, ki praviš, da že čisto mehne punčke ne smejo kruha jesti. Ja, pa tako, seveda. Pa jih vagajo, pa pohvalijo, sam če shujšajo in tako naprej. Tudi drugače, pri motnjah hrane je pa sploh znano, da je vedno vzrok v zadnji družina. To so hladni odnosi, višjega sloja družine. Sicer ni tako nujno, ampak načeloma hladni odnosi, naven vse. Idealno o tem višjem sloju, kaj pove pa o idealnih slikah. Te idealne slike, idealne slike so idealne slike, naven vse, kar je staršev. Tudi, seveda, si tega narcisizma itak vedno več. Tako Instagram, pa to, družine se veš, vse to pop zgleda. In, na noti pa hladni so, pa hladni odnosi, nič ne štima. To je značilno že od nekdaj, tudi že pred časov teh družabnih medijev in to. In tukaj se zdijo to okolje, to perfekcionizem, storilnost, naravnanost, malo teh višjih slojev, da nič ne štima. To je tako, to je kot bi v okolju športa govoril hudič. To je točno tam not. Avtomatsko se zanese tja. Odnos na zelo storilnost. Tako da ni naključno, da se tam not te otroci pol najdejo, hkrati je pa ta šport, za to družino nek super medij, ker se to popolno sliko gredi naprej. Tako da to vse govori v prid temu, da mislim, da primarna družina dosti doprinese. Zdaj pa seveda, če bi bilo to idealno, pa ne bo, ampak z tega vidika se mi pa zdi pomembno govoriti. Če bi saj sem pa tja, kak trener bil sposoben, pa tudi ostali v športu vključeni strokovnjaki, se pravi funkcionarji, prepoznati take družine in omogočiti otrokom, da je šport potem zanga res neko okolje, kjer je varen. Zatočišče. Kjer ne morejo starši uletavati. Tako pa itak te starši pogosto so, drugih pametnih stvari nimajo za delati, se vključijo v polnosti v šport, to je bilo že v mojem času, nekateri izredno, da ne bi svojega dela imeli. Grejo v ti šport, se v polno aktivirajo,
hudiče in pa jih moraš še tam te otroci zgledati. Seveda to pač klubu prav pride, trenerjem prav pride, ne, ampak ne, se starši in trenerji povežejo, to je pa za nekega takega otroka, ne, to izredno travmatično in pravzaprav nasilno. In tukaj bi jih morali trenerji take prepoznati in jim zagotoviti, da imajo mir. Da jih vsaj za uro, dve na dan umaknejo. Zdaj, saj trener ena figura, kjer ima naslombo, zaslombo, kamor se nasloni, kjer ga razume, kjer ga sprejme, kjer to pa bistvene razlike lahko, ampak tega ni. Ponavadi se pa to, seveda, trenerji so zelo specifične skupine. Zelo zahtevno je in to moraš biti sploh za trener, ne samo manjši, tudi starejših, izredno zrel človek, in mnogi niso dovolj zreli in ker blazno moč imaš, in to pa zlorabijo, čim si malo frustriran, mnogi sami neuspešni športniki, čeprav ne rabiš biti seveda uspešen športnik, da si uspešen trener, ampak če to frustracijo nima predela naprej nese, to je zelo problematično, blazno veliko moči imajo, in to je mamljivo, hitro zavede, če nisi zrel. In potem zelo velikrat te bogi otroci, tudi najstniki, pa kasneje odrasli športniki, veš, to primarno travmo, s primarne družine začnejo preigravati s trenerji, ker je kup enih zlorab. Tako, kup je psihičnega nasilja, tudi fizično bi težko rekel, da ga je. Doskrat seveda so tudi starši trenerji, pa pride pa kakšni posnetki teniških igralk, imam pa to, in pa kak mu kaj preleti. Ampak to je tako vse nekako sprejemljivo. Pa se žali vse povprek, in to, da ne gremo pol naprej na zlorabe, takšne in drugačne, spolne zlorabe. In to mnogokrat ta scenarij zlorab od doma potem, a veš, se preigraš še enkrat. Se začutijo in jih tam potem preigrajo. Namesto, da bi to, seveda, da bi jih tukaj zavarovali. In rečemo, če bi se to doseglo, da bi se omejilo, bi bilo že za mnogo katerega otroka mnogo boljš, mnogo lažje. Ampak mislim, da smo še kar delč od tega. A veš, drugo, a zdaj še tebe kaj pustim, da me vprašaš? Vlečem vzporednico za svojo, recimo, izkušnjo, ki je bila pač iz glasbene šole, ki je bila pa tudi v tem smislu, da kar nekako ne prideš do pedagoga, s katerim se tudi individualno dela, pri instrumentu in tako, ki bi bil pa tam te opora, ampak ogromno znašanja s frustracijami in pač tudi otroci dajo tega veliko čestno. Tako pač dve stvari bi me recimo v tem smislu zdaj iskanje rešitve, a veš tega, se pravi, če se probam vrniti k nečemu, kar si omenil pri zgodbah o parih, ki so v vaših skupinah, ko praviš, kjer je dovolj hudo, so pripravljeni nekaj narediti. Se pravi, a veš, recimo, da naj zdaj tule posluša nekaj parov ali pa pač vsaj kak mož, kaka žena, morda žena ali kakorkoli, kdo je prvi tisti, ki da pobudo, ki ve, da je zares hudo. Kaj konkretnega lahko narediva midva zdaj kot par, da bova začela nekaj delati zares drugače, da bo v najini družini, ki jo zdaj pač edino lahko, na katero edino lahko vplivava, a veš, v smislu tega, prišlo do lahko neke spremembe. Upoštevaje, da je še zmer fajn, če gre otrok na šport, recimo, verjetno. Bolj po drugi strani, a veš, alternativa je pa digitalna zasvojenost. Pač, se pravi, hkrati pa, midva zdajle morda spoznavava pismo, preveč sva terala tega mulca, zdaj dejva rajš nekaj na sebi narediti. A veš, tako malo, dejva malo probati. Zdaj si že odgovor podal. Sej veš, jaz ne znam vprašati, jaz se povem. Niso enostavne. Mislim, v osnovi, v praksi pa niso. Hudiče v podrobnosti. Simple but not easy. Tako gre za to, da pač to, jaz mislim v osnovi, da se imata starša rada, da sta starša pa da otroku pač
pokažete, poveste, da ga imate rada, zato kaj je. Simple, but not A easy. veš, tako, to čist, ne, svet je pol še vrstke naprej, ampak to za začetek je kar dober, ne, težko, ne bo šlo, ne boš ustroja kluba spremenil, ne boš ustroja olimpijskega komiteja, da v drugače tekme zastavljal, pa Ja, to ne. ja, no to ja. Lahko se imate pa oče pa mama rada, a ne, pa otroku, ne, otrokom to ljubezen dajete in to je tisto pravzaprav največ, ne, in tukaj bo, tukaj se mi zdi, je tisto, kjer lahko spremembe delamo, ne. Tako, lokalno, ne globalno, a ne, pri sebi, pred pragom, to je, mislim, da so bile lahko reklame delamo ali ne, Veš, se pa da ni, lahko, da bi, tako, mislim, da so bile na radiju Slovenija, mislim, da malo 202, je imel ta pevc od Netov, a ne, je govoril, ta Borut Marolt, ki dela v Logatcu, Okay. potem, tako vedno mi pride poboljševalnici, so vedno bile poboljševalnici, so po vzgojni zavodi, Okay, ne. ja. On na koncu je tako tudi zelo lepo je ravno to povedal, ne, kako vidi te mlade, ko se angažirajo na ven, ne, da pač to bolj malo pomaga, če globalno deluješ, če lokalno, a ne, Ja, potem noter pa vse. stvari ne delaš prav, ne, tako, ne, ko on je rekel, si grd do bratca ali pa sestra, ne, in točno to, ne. Se pravi, jaz tudi mislim tako, to lokalno, a ne, tukaj to pri sebi lahko, a ne, in znotraj družine, da je družina trdna, varna celica. To otrok rabi, kjer je struktura, kjer so jasna pravila, kjer je pa tudi seveda se pravila raztegljiva, je veliko ljubezni, tako naprej, a ne, in to prostor za- pol ga ne bo zamajalo, a ne, tudi če je pa v športu kdaj malo bolj grobo, ali pa ne vem kaj, a ne. Ali pa da nima Hkrati ga uspehov, pa- ali pa karkoli. Ja, ne, ga tudi znaš potem taki starši ga zavrvati, če pa gre to res, a ne, zelo predaleč. Tako, ne. Tako da, to ne, sam šport se pa ne bo spremenil, a ne, in tukaj, mislim, tako to ne more biti drugače. Tudi zdaj, ki zelo veliko govorijo o motnjah hranjenja, ne, in jih tudi se Janja Garnbret zelo veliko zdaj o tem govori, ne, ki je tudi, ne, čist izvenserijska, pa opozarja, samo to je tako, in pol trenerji zraven pritegnejo, ne, in vsa srenja, ne, in kako je to treba. Pa pri smučarskih skakalcih je to že, ne vem, desetletja, pa pol Ja, malo smuči, ja. ampak noben ukrep nikoli ni učinkovit in tudi ne bo, ker če malo pogledaš, vsi so v športu zato, da dosegajo rezultate. In to je pol, in če si ti boljši, če si lažji, ga ni športnika. Ga ni, ki bo več jedel, pa bo malo bolj zdrav, pa morda ne anoreksičen, pa bo zato 10, 15 ne pa zmagoval. Ja, ja. Ga ni. Ga ni. In ga ni trenerja, ko Ki svojemu bi to športniku več spodbujal, ja, zajezdel, jasno. ker pač bo športnik brez sponzorjev, brez pogojev, ki bo to še najmanj, pa brez rezultatov, pa trener bo brez službe in tako naprej. Tako ne gre to. Lahko pa govorijo, ker se fajn sliši, pa všečno, pa pač ven, ampak ne. Dela se pa odzadaj popolnoma drugačne. In imaš primere, tako pač, ko sem predaval, pa so pol bile, ne, neka dietetičarka, ne, dvignila roko in, ne, njeno vprašanje je bilo seveda, kaj naj zdaj naredi, ne, da ima nalogo, da športnik shujša, ne. In to je, imajo time dietetičarje, da zgubljajo težo, ampak to je zelo problematično, ker so mladoletni in že tako kritično nizko težo, ne, in pol gre to v še nižje, a ne, in ta je tudi rekla, ne, jo imam športnico, ki mora izgubiti težo, da bo bolj konkurenčna, ki si misliš super, ne, kljub ne v strokovnjaka, da bo to strokovno speljal, sem pol pa ne, sam zdaj ne, ona ima pa 16 let, pa body mass index 17, ne. To je pa, a veš, že pravzaprav ni nujno, a ne, da je ta body mass index je treba z neko rezervo imeti, je pa tudi nek pokazatelj, a ne, in pri tem že govoriš o anoreksiji, a ne, in tako. In je treba še shujšati. Ja, ne, in je treba še shujšati, si pravi, mladoletna, a veš, tako, ne, ne, to pa tako, ne, pač tako se dela, a ne, si to ni, a ne, to cel ustroj tako dela, a ne, in tam
skakalci normalno, da imajo dietetični, da hujšajo in so mladoletni in imajo nizke teže in je kao kontrolirano. Tako ne moramo tega tako kontrolirati, kot se nam zdi. In tukaj težko gre, ven z tega, ker tudi se pravi, športniki, to, kar v knjigi pišem, dostikrat imajo popolnoma zasvojenska vedenja, tako kot je bilo moje, ker sem to teral, sem je zelo doteral, tako kot vse stvari. Zelo velikrat je tukaj... Ti si prav do burnouta prišel, suvereno. Izgorelosti. In ta nadkompenzacija je tako kot dekompenzacija, kar je tudi Brajkovič rekel. Če dekompenziraš, se drogiraš, naprimer, pač malo hitreje do konca pripeleš, pri športu pa nadkompenziraš, ampak če na neki točki nenehaš, se ravno tako konča, na najslabši možni način. In se pol grejo ko ne more več konkurenčni biti, dostikrat grejo potem kakšne druge, bolj ekstremne športe in pol se dostikrat konča na najslabši možni način. Ali pa eni se zapijejo, eni samomor naredijo, ni tako redko in tako naprej. Tako da se tudi ta nadkompenzacija konča slabo. In tukaj šport mnogokrat, mnogo tega vedenja je izrazito samodestruktivnega. Samo pač je nedružben sprejemljiv način. In mnogo teh se je dosegali rezultate z ne vem kakimi poškodbami. Kaj s tem sporočaš, če zares? Mislim, Slovenci normalno smo pa navdušeni. Pa tudi zdaj tako, kar Rogliča spremljam. Zlomljenim rebrom je prišla do... Umrla bi se, na bojnem polju, v končni fazi, če že moraš, ni tako slabo, ampak po drugi strani, kaj pa res s tem sporočaš? Kaj je Roglič s tem sporoča? Po vsem tem, kar sva govorila prej, če bo šel zavrteti, pa pol priješ, pa si zlomiš neko rebro, nečem proti tem, pa tudi tako v imenih mi je zoprno, ampak zdaj, Roglič je zdaj tako zelo na tapeti, in če že gremo, in mu od srca prvoščim in mi je noro tako, kaj je dosegel, samo težko pa rečem, da to, kar zdaj dela, ni neka samodestrukcija. Žal, mislim tako. Zdaj, čakaj, da mi mečken update. Lansko leto vem, da je na mislim, kamorkoli gre, kup enih nesrečm. Sveda je Giro zmagal, pa je fenomenal, si kar dosega, je noro, ni v tem sploh govora. Tudi, boh ne dej, da bi karkoli proti imel, ampak samo čist način, to, kar dela, kolikor dirka, koliko nesreč ima, koliko je enih poškodb, pa se ne samo Roglič, ostali. Drugi tudi, kolesarji. Tako, se to blazno občuduje, ne preslodaj, ampak to je element samodestrukcije noter, ne da ni. In pač tukaj Roglič ni več najmlajši, ne gre gladko, pa to še toliko bolj potencirano, ampak to normalno se v tej smeri ne razmišlja. Tudi si ne predstavljam, da je to moje razmišljanje dobro sprejeto. Ampak se mi zdi, treba je pa reči. Pa boh ne dej, da bi imel kaj pri Primožu, pa mu blazno privoščim. Ampak čistko od zadaj, pa kaj te stvari delam, se mi pa pojavi takšno vprašanje. In tega je dosti. Tudi Pogačar, če že govorimo, meni je blazno simpatičen. Noro kaj dela, ampak tako ne morem jim tega, da se ne bi na Pantanija spomnil, ki dela Marko Pantani, najbolj tragična figura kolesarstva. Še zdaj ne vejo, so ga spravili ali ne. To ni isto, on je zmagal Giro, on je zmagal Tour v enem letu, tako dominiral je, tako kot Pogačar, igraje, meni tukaj spomine, oni igraje jih nasuval, na teh vzponih, tako kot tedej, in potem seveda je, ne vem, sem si pozabil, kako je hiter potem je umrl, pa se predoziral, kokain, droge in tako naprej, zdaj po Italiji še nedolg nazaj so vdaje delali, koliko da se mu je potem, ko so ga vmes diskvalificirali zaradi dopinga, da so mu to potaknili in da to ni bilo naključno, ampak ne, mu je šlo potem to izrazito nadol. Tako da
No, pa da ne bo šla predelč, gre naprej. Ne, tako pač pomembno se mi zdi, da je pač izpostavljeno, no, kako je tudi v športu, no pač ok, se je povezano, v resnici tako videl, zanj ste z Mihatom dobro napadla to dvojico alkoholizma in športoholizma, ne. Ja, tu gre pač dobro z roko v roki. Ja, ne, veš, tako no, se mi zdi, kako je pač tudi tukaj ta nadpovprečna travmiranost, no, ki pa v resnici, da se ozavestimo, da imamo marsikaj za delati in to verjetno kar večina populacije, če ne kar vsi, no, a veš, na tem čist primarnem odnosnem nivoju, no. Veselim se teh zgodb, te knjige, ki prihaja, ki praviš, ne, ker bo morda, a veš, še stvar pripeljala globlje na naše polje, ne, če gre v smer odnosov med parom, ne. Ker me v resnici zanima ta pot para, a veš, kako gre iz tistega, da se potem, ko je začetna zaljubljenost mimo in ko udarijo njune travme iz primarnih družin na dan in se nekaj časa nimata več rada, ne, kako narediti to, no, da se bosta spet imela rada in kaj je za to potrebno. In koliko se je treba potruditi, koliko je treba redno nekaj delati, koliko je treba ozaveščati, iti v neko skupnost ljudi, ki te podpira in tako. Ne vem, tukaj se mi zdi, pač se ful povezujemo s tem, kar pri družini in življenju delamo z zakonskimi skupinami, seminarji kot nekimi ozaveščanja, pač točkami ozaveščanja, pa obenem se mi zdi, da se imamo še veliko za naučiti drug od drugega, no, tako da se res veselim tudi teh naših sodelovanj v Vržeju zdaj poleti. Tudi jaz, iskreno. Hvala, da si tako privolil, no, da boš 3 tedne z nami. Zdaj bo ten kup staršev, ko otroci šport trenirajo. Bojo rekli, nočem tega perkota. No, ampak to je pa treba reči, ne. To sem še pozabil. Če ima knjiga na koncu rešitev, ja. Ne, mislim, si pravi, rešitve tukaj ni. Tako da rešitev je vedno v nas v starših, kakšni smo svojimi otroki. Ampak ne, tako da ne bomo sam sporočilo, da je šport slab. Šport ni dober, ni ne slab, ne, tako kot je doktor Škofer rekel, bivši dekan fakultete za šport, je tisto, kar mi delamo z njim, zelo veliko slabega ven potegnemo. Ampak vsi in tudi nekdo, ki pride nekdo, ki zraste v alkoholični družini, ne more šport rešitev. In vsi tukaj v knjigi točno to napiše. Če ne bi oni v šport šli, bi bilo še slabše. Vsem ta nadkompenzacija ima bolj pozitivno konotacijo kot dekompenzacija. Zdi se mi samo pomembno in športniki dobijo kup nekih, tudi to rezilientnost, te notranje resurse, da se potem so lažje kos vsem nalogam zunanjim v življenju, da lažje prenašajo določene stvari, da se postavijo zase, da se borijo, da imajo disciplino, da imajo red. To vse dobijo. Asertivnost tudi tisto, ne? Pretirano, se zna postaviti za sebe. To, da tisto, kar je pomembno, je, da se o tem govori, da oni vidijo s tem stiskam potem, ko se začnejo soočati, da ni to nekaj, kar se, to pa je tako malo nezaželeno v športu, tako ni to ok in zelo velikokrat, ker se o tem ne govori, ker se to pod preprogo pometa, tako sami sebe malo žigosajo, češ, ko sem jaz zdaj tukaj slab, ko sem jaz čuden, kaj z mano narobe, ko vse to doživljam, ko se mi to dogaja, V bistvu je pa to bolj kot ne univerzalno, in če se bo o tem govorili, če vejo, da to ni nekaj, kar se samo njim dogaja, da je z njimi nekaj narobe, ampak da je to nekaj, kar bolj kot ne je neizogibno, da se na neki točki v športu s tem srečaš. In vprašanje čist tekom kariere, če se kaj lahko doprinosi, ampak da bojo oni vedeli, ok, to pa je nekaj tacga in lahko pol pomoč dobim in ko zaključujejo ali pa ko nekaj, da si znajo pomoč poiskati, da znajo stvari nadomestiti, veš, je pa lahko tudi s to podlago in z vsem tem, kar v športu osvojijo, so lahko potem bistveno boljšo odskočno desko imajo, da se s tem s težavami spoprimejo, soočijo in da nekaj ven naredijo. Če tako nekako na pozitiven način. In to se mi zdi drugače pomembno sporočilo, da vse je tukaj,
ki so noter, a ne z mano vred, če ne bi bilo športa, bi bi bilo bistveno, bistveno slabše, ne. Se pravi, če probava narediti nek wrap-up, ne? Lepa slovenska beseda. Se pravi, s tem, s čimer so začela, ne? Se pravi, s to tvojo potjo do skoraj 50-letnika, ki pa je dobro, tudi zaradi tega, ker ima to rezilientnost iz športa ven, ker se še zdaj s tem ukvarja, obenem si pa v tem, bi rekel, obdobju poti k zrelosti naredil to svojo notranjo inventuro, da rečemo tako, ne? In to je ena taka, morda en model, ena poti, no, ki je lahko tudi za športnike res dober zgled, no. Upam. Bi bil vesel. Meni se zdi, da vsekakor ja. Tako. Da obstaja življenje tudi po aktivnem športu, kjer je še vedno šport prisoten in v pravi meri. Tako, zelo rekreativno, tako rekreativno, ni neke zgodbe tukaj, kaj da bo, ne. Ne, v redu, super. Pa, ja, seveda, to pa. Uroš, super. Najlepša hvala.